Da razmere v osnovnem zdravstvu niso optimalne, so najbolj glasno, morda tudi najbolj boleče opozorili zdravniki zdravstvenega doma Kranj. Kar 24 se jih je odločilo dati odpoved in te odpovedi so zamrznjene še do 15. septembra, torej zelo kratek čas. Kakšen bo epilog te zgodbe? Zaenkrat so vsi razen 5 preklicali odpovedi. Se pravi, se jim nadaljuje delovno razmerje. Od teh 5 pa imam zagotovilo, da bodo prišli nazaj in delali pri nas. Od kod izvira taka odločitev? Zakaj je tako? Kot smo videli odzivi po sprejetju aneksa številka 2 niso bili optimalni, razmere še vedno niso idealne. Kaj se dogaja v ozadju, kaj se dogaja na terenu? Aneks 2 seveda ni zadovoljil zdravnikov, kajti nihče od zdravnikov se ni boril za kakšno dodatno plačilo. Želijo delati pod standardom in normativom. Se pravi, da te dodatna plačila jih niti niso zanimala. Pri nas se bomo pa trudili, vsaj vodstvo, da jih nekako razbremenimo v določenih primerih, določenih administrativnih stvari. Naredili bomo vse, kar se da, skupaj z Zavodom za zdravstveno zavarovanje, skupaj z Mestno občino Kranj in pa z ostalimi občinami, na katere zdravstveni dom kotira. Določene rešitve verjetno pričakujete tudi od aneksa številka 3. Ne vem, kako bo. V glavnem nekako mi razlagajo na Ministrstvu za zdravje, da se bodo potrudili, da se bodo razmere za zdravnike družinske medicine izboljšale. Zdaj kako, ali z aneksom ali s kakšnimi drugimi ukrepi, pa žal nisem seznanjena. Verjetno pa zdaj lahko pomirite paciente, ki so bili vendarle precej zaskrbljeni zaradi napovedanega odhoda tolikšnega števila zdravnikov. Še vedno ostaja problem pomanjkanja zdravnikov, kajti zdravniki seveda, če je pomanjkanje se ustvarjalo 20 let, se ne more urediti čez noč. Vendar so se zadeve umirile, se pravi, da ne bodo ostali brez zdravnikov, razen seveda tistih 2 ambulant, katere zdravnici sta odšli. Medtem ko mlade zdravnice sta jasno povedali, da ne bosta opredeljevali nadstandard in normativ, kljub temu, da imata možnost dodatnega plačila, ampak želita delati normalno in mi jih bomo pri tem podprli. Zagotovo pa lahko zagotovite, da bo za kakovostno in varno zdravljenje v sklopu zdravstvenega doma Kranj še naprej poskrbljeno. Seveda, v zdravstvenem domu Kranj se zelo borimo, čeprav smo se najbolj izpostavili v Sloveniji, kar pa ne pomeni, da ostali zdravstveni domovi nimajo teh problemov. Naš zdravstveni dom je zelo velik, imamo veliko služb, ki dobro delajo, ki vse dobro delajo in res poskušamo narediti in delovno okolje in okolje v kolektivu prijazno tako za uporabnike kot pa tudi za delavce.